je ena najprepoznavnejših in najboljših TV voditeljic pri nas. Ob večerih nas že leta in leta pozdravlja v naših domovih in nam sporoča tako prijetne kot neprijetne novice. In zaradi slednjih ji nikoli ne zamerimo. Namesto nas včasih tudi neizprosno išče odgovore, ki nas zanimajo. Karizmatična, pronicljiva in vedno profesionalna je mnogim gledalcem zlezla pod kožo in tako postala kar naša Petra. Novinarka po izobrazbi in duši, ki je prvič pred kamere stopila že pri 18. Ima vse, kar mora dober novinar imeti. Je dobra poslušalka, govornica, hitrih misli, odzivna in tudi zelo srčna in empatična, pa seveda tudi zabavna in duhovita in vedno bo naredila vse za tiste, ki jih ima rada. Vabim vas, da bolje spoznate Petro Krčmar in dobrodošli v Green Room. Petri, a lahko rečeš, da imaš sanjski poklic? Urška, absolutno. Zase absolutno lahko rečem. To je poklic mojih sanj. Zdaj, kako sem padla v to, je mačkan dolga zgodba, ampak vseeno pojma nisem imela, kaj bi želela delati v življenju, res še v srednji šoli. Potem so me pa poti pripeljale do lokalne televizije in sem si zelo hitro rekla, to je to, in od takrat sem zvesta televiziji, pa ne samo kot voditeljica seveda, ampak tudi kot novinarka. Uživala sem vedno na terenu. Imaš pa močkam bolj urejen urnik, no, ko si voditelj, ne, točno veš, kdaj delaš od do. Kot novinar je pa to bolj nestalnica, no, enkrat tako, drugič drugače, tako da obožujem svoje delo in nikoli ne grem s kakšnim cmokom v ponedeljek v službo, nikakor ne. To je zelo pomembno, da delaš tudi srcem, ne? Tako. Zelo mlada, pri 24 si že postala voditeljica informativne oddaje na nacionalki in leto kasneje že dobila Viktorja za obetavno medijsko osebnost. Kako se spominjaš teh začetkov TV kariere, te prepoznavnosti, slave, če hočeš? Urška, jaz, če ti po pravici povem, jaz sem kar padla v to. Takrat je bil en prepad generacijski, ni bilo teh deklet tam okrog 40, ki so že dovolj zrele za pred kamero, pa Dnevnik je bil takrat res alfa in omega, ne. To je bila ura 19:30, vemo, kateri voditelji so vse bili, ne, od Čučka pa Matjaž Tanko, pa ne vem, kdo še vse. In potem prideta dve mladi, 23, 24 let stari in začneta voditi osrednji Dnevnik na televiziji Slovenija. To je bilo takrat edino, kar je bilo. Nisi imel drugega, vsi smo imeli tisti cik-cak, pa zobke smo se umivali, ko smo bili majhni, potem sem bil pa že Dnevnika, ne, in je bil res alfa in omega, meni se to zdelo nekaj neverjetnega. Vsi so mi pripovedovali, ne id, premlada si, prehitro je to, ampak kaj ne jaz naredim pri 23, 24? Seveda bom rekla odgovornemu uredniku, takrat je bil še Lado Ambrožič, da, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Poskusila sem, padla sem v vodo in potem je pot peljala po voditeljski liniji še naprej in sem si ustvarila potem lahko neko imenče. Tako bi rekla recimo, ne, kaj bi bilo potem danes, ne? Ja, res. Kako si se pa takrat počutila? So ti kaj že zavidali, recimo? Si čutila kakšne poglede že? Kaj pa tata mlada? Od starejših kolegov je bilo tata mlada, ne. Kaj pa tata mlada? Pa nisem bila še jaz, je bila še Manica Ambrožičeva. V glavnem, ampak res je bilo, premlada si, ni to, potem pa drugo leto, takoj Viktor, prehitro je vse skupaj, kaj pa bo še potem, ne? Ampak sem se kaj hitro, potem ko so se zamenjali uredniki, vrnila med novinarje in sem imela, ne, novinarsko delo, voditeljsko, novinarsko, tako da mi res ni v vseh teh letih prav nič dolg čas, moram priznati. Ja, to zagotovo. Ja. Na Pop TV si prišla kot raziskovalna novinarka. Za oddajo Trenja, to je bilo leta 2002, lej že 21 let nazaj, ne? Še dobro nisi rekla, v katerem tisočletju sem dobila Viktorja, a ne? Oddajo sta ustvarjala Uroš Slak in Bojan Traven. Mislim, da je bila prva menedžerske plače, kar je bil takrat tudi velik boom, v bistvu, ker si razkrivala že plače naših menedžerjev. In mislim, da si se tudi blazno dobro počutila kot novinarka in super si bila. Se spomniš? Ja, hvala lepa, to je že daleč. Ja. To je res že daleč, vem, da je bilo to prvo oddaja, še snemali smo jo naprej, ker bile so nekatere oddaje bolj pilotne, 3 smo mogli naprej posneti in potem smo pač to izbrali, da smo jo prvo tudi objavili. Ampak nisem bila samo jaz, je treba vedeti, da sem imela za sabo tim 5-6 ljudi in to so bili tudi prav, mi smo jim rekli, raziskovalci, researcherji potuje in so ostali za mano z vsemi podatki, tako da sem šla jaz že zelo, zelo opremljena na teren. Ni bilo to vse, da bi na mojem zelniku zraslo ali kaj podobnega, vendarle sem imela neko zaledje informacij, s katerimi sem lahko potem tudi lažje operirala na terenu in zato so bili prispevki boljši. Svoj čas, vem, da se je potem razvilo celo, da sem imela režiserja sabo na terenu, ampak je bilo preveč komplicirano, nisem se mogla odzivati na vse to, ampak vseeno, to je bila res takrat
takrat oddaja, no, ki je premikala meje, odkrivala velike zgodbe in tudi gledanost je bila neizmerna. Ljudje so nam zaupali, ne. Saj brez zaupanja ni gledanosti, tako da je to vse skupaj povezano. Tako da to je bila ena najboljših izkušenj v moji karieri. Se strinjam, tudi oddaja, no. Oddajam, da juf. No, zdaj pa že, v bistvu si pol nekaj let še delala kot novinarka in potem začela voditi oddajo 24 ur, ki jo zdaj vodiš že v bistvu 18 let. Še na porodniško si šla malo? Ja, samo na porodniško si še šla za 9 mesecev, ne 10, si prej prišla nazaj. Ja, 8. 8. Kako si rasla v bistvu v teh 18 letih, ko zdaj pogledaš nazaj? Kako si rasla z oddajo, ona s tabo, si imela tudi sama kakšne te vzpone, padce? Ja, na začetku se spomnim, sem se sam bala, da se ne bom preveč motila, ker tremo absolutno imaš. Delaš v srednjo informativno oddajo ob 19, najbolj gledano oddajo v državi, ljudje ti morajo zaupati, še vedno nisem zdaj spet toliko stara, da bi recimo lahko takšno resno oddajo vodila recimo v tujini, ne, tam se točno ve, kako se voditelj gradi in kdaj šele lahko gre pred kamero. Tako da sem se še vsem počutila majčkeno tako pod pritiskom, kaj bo, ampak moram reči, že po prvem dnevu sem dobila tako lepe odzive. Ja, tako lepe odzive. Potem sem se pa sprostila, tudi Edi je bil zraven, mi dal vso možno podporo, kot jo lahko sovoditelj da. In sem res vesela, no, da sem naredila ta preboj. Potem mi pa to šlo že v kri, ne, in mi je bilo vsako leto lažje. Tako da potem sem pa sovoditelje malo menjala. To je res. Najprej si imela Edija, potem je prišel Matjaž Tanko in zdaj zadnjih 10 let Jani. Kako se z Janijem čuta? Kaj se učita drug od drugega? Ja, kar jaz pomislim, on ve, kar on želi narediti pred kamero, ga jaz predvidim. To je že to tako, že kar malce nevarno. Ne, hecam se, ampak res tako dobro se razumeva, da prav včasih mu rečem, lej, pa dej nekaj teži, točno veš, kaj sem hotela reči, pa on meni, pa dej ti ne tež, pa kaj, saj jaz vem, kaj si ti hotela reči. Dejva vsak nekaj svojega poveva in ne rabva teksta na bobnu. Bila sva že brez teksta na bobnu, pa sva točno vedela, kaj želi kdo povedati. Tako da se imava tako malo, službena žena, službeni mož, res se odlično razumeva. Veliko se pogovarjava, veliko greva na kosilo skupaj, na kavice, skratka, lej, vsak drug teden se vidiva in sva res ogromno skupaj. Tako da mava neko to, neko službeno kemijo. Ja, nekako paševa drug od drugega. Ne vem, kaj zdaj gledalci mislijo, ampak meni kar, meni paše biti ob nekom, ki ga res tako dobro razumem, no, in on mene predvsem tudi, ne. No, televizija seveda je vizualni medij, ker je videz tudi zelo pomemben. Kako skrbiš za svoj videz, za podobo? Veš, ni vse make-up, ne, se veš. Je pa veliko. Je pa veliko. Pa pri tej kameri danes niti ne. Ja, ampak imamo toliko dobre maskerje, moram priznati, da točno se prilagajajo novodobnim tehnologijam, tudi kar se tega tiče. Dobro, če bi bila luč še boljša ali pa kakšne finese bi bilo še boljše, pa vendarle jaz stavim kar na njih, tako da so res čarovniki, moram priznati. Zdaj sama, kar se tega tiče, se veš sama, kaj je ključno, ne. Ko prideš domov, vse to je treba, to grmado teh pudrov, vsega tega, kar imaš na sebi, čistiti treba, negovati obraz, ne. In tako da se s tem ukvarjam kar precej, ampak to že toliko časa traja, da majčkeno pa tudi genetika svoje naredi, ne. Pa faktor 50, ne, celo leto, absolutno. Zdaj pa sem že v teh letih, da se veš, kako je to. Tako da ne delam nič posebnega, no, prepustim se dogajanju, genetiko imam dobro, tako da uporabljam odlične kreme in odlične maskerje imam, to pa mislim, da vse šteje. Kaj pa recimo tudi obiščeš večkrat kozmetični salon? Zelo redko, zelo redko. Včasih sem zmetala ogromno denarja za to, potem sem pa sama se nekih trikov naučila in kar sama skrbim za to. Kaj pa kaj recimo medicinske higiene, misliš, da je fajn že pri teh letih? Ja, le kakor nekdo želi. Jaz mislim, da to puščam odprta vrata za kogarkoli, naj delajo, kar počnejo, ampak jaz mislim, da je lepo, da se spreminjamo. Da je lepo, da ne izgledamo 25, če nismo 25. Če smo 40, smo 40, če smo 50, smo 50. Je pa vsem fajn, da lepo izgledamo, no. Ampak zdaj kaj to pomeni? Ena gubica več, ena gubica manj, to je pa presoja vsakogar posebej. Tako da jaz sem odprta za te zadeve, tako da nimam težav s tem. Ne vsakdo počne s svojim telesom, s svojim obrazom, kar želi. Tako da jaz vem, koliko sem stara in ne skrivam tega. Mnoge gledalce zanima, če se recimo Petra dobro počuti v oblačilih, ki jih nosi. A si jih sama zbiraš, a si stilistko? Ja, z Barbaro se zelo dobro razumeva, tako da sva prišli do neke takšne skupne točke, da se jaz dobro počutim, pa da še ona potem tudi sprejme moje ideje, pa seveda njene. Ona je glavna, ona je osrednji vodja pri oblačenju, bom tako rekla.
in Pa se kaj dosti zmišljuješ, no? Tega ja, pa ne bi. Na začetku mislim, da bi Barbie to kar potrdila, ampak na začetku sem to jaz kar veliko zmišljevala, ne, ker pri Metki sem imela kar veliko svobode. Z Barbaro so potem takoj najdli kompromis, no, tako da se skoraj da vseh zelo dobro počutim, če lahko rečem. Ta hip, morda kakšna izjema, ker včasih boš potem se veš, kako je pri mizi, ne, takoj, ko se malce osločiš, pa da greš majčkeno bolj dol, to se vse vidi, pa roke tako, da bi čim bolj naravnost, da se ne bom osločila, pa kakšne šlavke pokazala, ne. Ja, v glavnem tako, da pri kakšnih oblekah je to bolj vidno, pri kakšnih pa ne, tako da ogromno se da z dobro obleko, tako kot z dobrim make-upom. Ampak pomembno je, da se dobro počutiš, ne, ko vodiš, ne, da to se moraš, ne. Absolutno se moram dobro počutiti, ker če se dobro ne počutiš, potem tudi ne pripoveduješ tako dobro, ne. Drugače pripoveduješ zakaj, ker ti grejo misli seveda na to, kako bom izgledala, kaj bo zdaj videla, da bom eno oko višje, eno oko nižje, da sem preveč namazana, da je premočna šminka, da je obleka preozka, da je obleka ni ravno zame, da me poudari, a ne, že tako sem poudarjena, potem da pa še poudarim, potem grejo misli tja, namesto da bi se jaz na vsebino osredotočila, ne, kar je pa ključno pri podajanju informativne vsebine. Te Jani kdaj pohval? O ja, večkrat, jaz tudi njega, tako da ja, večkrat. Ja. Vem, da te je večkrat pohvalil Matjaž. Ja, res je. Kaj pogrešaš? Zelo. Koliko časa je zdaj že od tega? 10 let? Ne, ja, marc je bil, ne, malce pred mojim rojstnim dnevom, ko smo se od njega poslovili, je bilo pa zelo hudo, še takrat par mesecev prej, no, mi da z Janijem se začela 11. novembra, on je marca potem naslednje leto odšel, da se je zapustil. Težko je bilo, res je bilo težko in težko govorim o tem, ampak vidim, da sem bila res navezana. No. Jaz vem, ko je Tomaž Perovič rekel, z Matjažem se bosta dobila, bosta vodila skupaj, mi tako eno rožico prinesel. A veš, on je bil le džentelmen, on je bil gospod. Jaz sem bila pa ena tako malce nadobudna, nemočka že starejša od tistih mojih začetkov, pa vendarle napram njemu sem bila čista amaterka, tako sem se počutila. In on je rekel prvič, ko sva sedla za mizo, Petra, vse bo okej, sam sprosti se, jaz sem tukaj. In kaj ti to naredi, a ne? A veš, vse ti pove, kakšen človek je bil. Ali pa recimo, ko mi je premaknil recimo stol, ne, takrat smo imeli še tako, da en voditelj je stal, en voditelj je sedel, jaz sem vedno stala, ker je imel Matjaž, a ne, to, da je premaknil stol in on je s tem vse naredil. On je s tem povsem vse naredil. Povedal, kakšen je velik človek, veliko srce. Matjaž je pa tudi zelo rad izobraževal, se spomniš? Ja, zelo, ja. Kaj najbolj pogrešaš pri njemu, kaj te je naučil? Ravno to, kar si rekla, ne, da je točno vedel, kako kaj naglasiti, kako kaj pripovedovati, kako stavek prebrati, kako se lotiti napovedi. Novinar je poučeval mene, nas vse mlajše, skratka, mi smo ga kar usrkavali, to njegovo znanje, se veš, koliko je bil razgledan, spomni se ga na Milijonarju, kako je bilo takrat, ne, prišel je do konca, do konca. Milijonarja. In je bilo zelo veliko je vedel, bil je izobražen in je veliko dal na to formo. A ne, meni je bila vsebina zelo pomembna, ker sem po duši in naravi novinarka. On je bil pa res estet, ker se pripovedovane besede tiče, ne. In tukaj jaz sem se toliko naučila od njega, še zdaj ga omenjam, no, ves čas, no, ne gre mi še iz glave, tako da veliko sem se od njega naučila, to sem želela povedati. A ti je še kdo pustil v tvoji karieri tak pečat oziroma imaš kakšnega učitelja, mentorja? V našem času prav mentorjev nismo imeli, jaz sem na RTV na začetku, povsem na začetku kariere še kot novinarka imela. Lidijo Hren sem imela takrat, ki je bila zelo, oziroma je še vedno absolutno zelo dobra novinarka. Potem sem se pa kalila naprej veliko sama, pa ena mlada garda ljudi bila na RTV-ju, ki smo se, bom tako rekla, drugega v narekovajih forsirali, ne, kaj treba narediti, kako pristopiti k prispevkom. To bi takrat še Uroš recimo, pa Bojan Traven, pa Rajko Gerič, pa še drugi, ki so bili takrat na RTV-ju in smo se veliko učili drug od drugega. Tako da prav mentorja nekoga starejšega nisem skozi kariero imela, sem se potem učila od teh fantov, no, in so me ogromno naučili, oziroma nekateri, absolutno Uroš v večerni oddaji še danes, ne, kako obvlada, ne, pogovore ena na ena sploh, da ne govorim soočanje in tako naprej in se lahko od njega absolutno učiš, ne. Ker tudi za njega, ne, lahko se še toliko časa v novinarstvu, vsak pogovor je živa tvorba in nekaj novega, ne, in se ga je treba drugače lotiti, ne nazadnje so tudi dogodki aktualni drugačni, ne. Tako da ni neke formule, kako ne, pa tudi jaz sem ženska, ne, mogoče moškemu hitreje kaj oprostijo pri pogovorih, ne, še posebej, ko imam jaz žensko na drugi strani, če bi recimo Uroš to vprašal, kar jaz vprašam, bi drugače zvenelo, kot če jaz to vprašam, ne. Tudi to je pomembno, ne. Ta ostra eleganca, recimo, ki jo dobiš morda s kilometrino, ne, čez nekaj let,
je za žensko zelo dobrodošla na nek način, ne? Pa še vedno imaš 8 minut na voljo in moraš speljati pogovor do konca, ne. Tako da treba iskati neke kompromise in biti samo svoj, pa hkrati vzeti od tistega, ki zna tisto, kar je najboljše. Kako poteka tvoj dan? To marsikdo ne ve. Za ene ste še vedno samo bralci z bobna, ne? Ja, predvsem to nismo. Slišiš, Predvsem, ne, to še? ja, predvsem to nismo in tudi Pa pojasnimo, seveda ne. da zakaj ne tako. Lej, zjutraj se zbudim in prije se grem zobe umit, pogledam, kaj se dogaja. Tako je, novinar od jutra do večera med počitnicami, podnevi in ponoči, skratka, vedoželjen moraš biti ves čas in jaz moram reči, da preden vstanem, jaz rada še majčkeno poležim, sem bolj zaspanka, rada dolgo spim. In vedno potem še malo pogledam, preden grem v kopalnico, malo pogledam, kaj se dogaja, tako da sem res na tekočem, še posebej, če imam večerno oddajo, kdaj pa kdaj, se želim že zelo zgodaj informirati, kaj bom počela čez dan, katere goste pa poklicala, kako se bom z redaktorico uskladila, katere novinarje imamo. Koliko sestankov in to imaš delamo. recimo pol čez dan? Je odvisno, zdaj, če imam oddajo, srednjo oddajo, potem imam sestanek, ko pridem v službo. In potem se To je ob... Ja, to je ob 14. uri. Ja, ampak mi se že dopoldne kdaj lahko slišimo, a ne. Ko večerno oddajo, sem pa cel dan z redaktorico na telefonu pa z gosti, a ne. Tako da ves čas, potem pa od 14. naprej skozi pravzaprav se stankujemo in se dogovarjamo. No in ko z Janijem sestavljata napovedi oziroma se posvetujeta vedno z novinarjem, tudi ti pogledaš prispevek ali kar zaupaš? Če je prispevek narejen pravočasno, ja. Mi imamo še druge oddaje ob 16, 17:30, 19 in včasih si v studiu, včasih enostavno snemaš kakšne stvari med 18. pa 19. in ne utegneš. Je pa zelo priporočljivo, da to počnemo zaradi navezav prispevkov naprej, a ne? Da lahko prispevek naprej navežeš, oziroma, pardon, napoved naprej na prispevek navežeš, a ne. Zato pogledamo, kar le lahko. Ali te pa mogoče kdaj novinar opozori, ne. Glej, Petra, jaz bom pa takole končal, dajte nekaj naprej speljati, a ne. Tako da ves čas je to timsko delo, ne, ki prevlada pri nas. Novinar, urednik, voditelj, tako da ves čas je to del našega dneva, tako da je zelo hitro mine. Pa tudi sama rada, kdaj malo urednikuješ, a ne? Ja, malo taka sem, a ne, taka sem, vse veš, kakšna sem. Malo pomagam. Dan za dnem poročaš seveda tudi o tragičnih, žalostnih novicah. Kako se te dotaknejo? Ja, moram reči, zelo močno, no. Meni se na kameri zelo, zelo vidi, kaj me prizadene, kaj me razveseli, kaj so zgodbe, kjer... Matjaž me je vedno učil, moram kar po pravici povedati, enako moraš prebrati, da je nekdo umrl in da neko novico, ki morda, ne vem, o davkih recimo, karikiram zdaj, ne. Ali pa recimo, če je, ne vem, nekdo postal Slovenka leta, tudi ne preveč izraža teh čustev. Ampak jaz ne morem. Jaz, ko so dobre novice, sem nasmejana, ko so slabše novice, sem resna, ko so tragične novice, sem še bolj resna in pokažem ta svoja čustva. Ne moram iz te svoje kože izstopiti, da bi bila recimo, tako kot so bili včasih špikarji, ko so vse povedali z enakim licem, z enako mimiko, obrazno. Jaz pač pokažem, priznam, pri meni se vidi, ne. Tako da enostavno se prilagodim temu, kar pripovedujem, ne nazadnje tudi veliko sama napišem in vem, kaj pripovedujem in ne morem skrivati tega ne v očeh, ne na obrazni mimiki, ne z rokami, težko. Kaj pa, ko greš pol domov? Te to še? Skozi razmišljam. Spremlja. Včasih sem pa novinarka sploh, kaj bi lahko boljše naredila. Zdaj mi mačka že to rutina, razen če so kakšne izredne novice, razen če kakšen hekerski napad in podobno. Takrat že si misliš, kaj bi lahko bilo drugače, kaj bi lahko bilo bolje, ali pa predvolilna soočanja recimo, a ne. Zdaj za vsakodnevno rutino niti ne toliko, za posebne projekte pa ves čas razmišljam. Kot so bile tudi zdaj Stožice, kaj bi lahko Stožice, kaj bi lahko še dodatnega naredili pa tako naprej. Tako da razmišljam ogromno o tem, ja. No, news pa niso samo slabe novice, so tudi dobre, je smeh, je zabava, pa so tudi lapsusi. O ja, smo se že nasmejali. Kdaj si se nazadnje najbolj sama s tem? Ne vem, samo imamo z Janijem polno teh. Zdajle, lani so nama dali 11. novembra, 10-letnico sva imela skupnega vodenja, midva napoveva nek prispevek, Janez Husenik, ne vem, o čem so bili prispevki, nekih čmrlih, črvih, ne vem, kaj je bilo, in kar naenkrat prispevko nama. Kako sva začela, kako je bilo prvič, o izjave, ki so jih drugi dajali in midva vmes seveda, ne vem, kaj so vse rekla, o Madonna, o ne vem kaj so vse govorila in sva bila v kvadratku in so vse slišala.
In mi sploh vedela nisva. In sva se smejala, kar in tisto šoka. groza, je lezla v mizo, tisto ne vem kaj še. Sem videla, sva tako šokirana, nobena mi niti nakazal, da se bo to zgodilo. Zgodilo se je in nisva vedela. Pa veš, da vse zveva v tej hiši. Ja. Vse zveva, tega pa nisva Dobro zvedela. so skrivali. Ja, to je bilo, pa se pa spomnimo, takrat, ko sem bila noseča z Edijem, se to je zdaj bilo že mednarodno. Ja, na YouTubeu je Ti kar se- veliko ja, Edija. ja, to ne Edijev bo ga nikoli snema. konc, tako da, ja. Kaj pa tvoj lapsus, recimo, kakšen nazadnje? A ja, zdaj me hočeš napeljati na popoldansko oddajo, vem kam pa stati Somolija, Olimpija svetovni prvak. Glej, a veš, da tudi vedela nisem, da sem to rekla. Nisem vedela, da sem to rekla, enostavno rekla sem, ker sem imela pol svetovni nekaj naprej. Ja. In Saj se sem mi zgodi, pol rekla, saj ko je bila nimaš izjava, tega. sem mi rekla, ti veš, kaj si rekla? Ne, Olimpija svetovni prvak. O, ne. In pol ven pridem in so pač navijači Olimpije seveda ploskali, ne vem kaj, Maribor, se opravičuje Maribor, ampak pač lapsus je bil. Ja. Se zgodi pa kaj, Ja. ne? Gledalci vse odpustijo, se mi zdi. Ja, recimo, tudi mi smo samo ljudje, no, Ja, lej, se seveda. zmotimo, ampak je pa zelo pomembno, kako iz te napake ven prideš, a ne, kako se, ampak jaz se tle pač nisem mogla, ker se nisem zavedala svoje napake. No, to, kar si že prej omenila, ne vodiš samo srednje informativne oddaje, vodiš tudi oddaje z gosti, torej tudi predvolilna soočenja, vodiš večerca oziroma 24 ur zvečer občasno. In glede na to, da imaš v bistvu pred sabo veliko vplivnežev, gospodarstvenikov, politikov in drugih avtoritet, seveda, nekateri so ti bliže, nekateri ti niso, ali ti pa sploh niso, a je težko ohraniti to nepristranskost. Le, jaz se A veš, poskušam, ni absolutne Verjetno so ti že objektivnosti. kdaj to učitelj, da nisi. Ja, gotovo so, pristranski, predvsem da si, oni z ne? druge strani, pa oni z druge strani, a ne, če govorimo o politiki, a ne. Ampak na koncu, če si kot novinar, voditelj do vseh enak, kaj ti bodo učitelj? Kaj ti bodo učitelj? Mogoče ti je osebnostno, pa ne med politiki, gospodarstveniki, drugimi vplivneži nekdo bliže, ampak še vedno moraš ohraniti svojo profesionalno distanco in narediti pogovor tako, kot se šika. Lahko ti kdaj kaj spodnese, ampak če si do vseh enak, jaz mislim, da v tem novinarskem poslu ti ne moreš spodleteti, a ne. Tako da jaz poskušam, ne glede na to, a je premier z desna, a je premier z leve, a je premier nek nov, a je kdorkoli pa že, jaz poskušam biti do vseh enaka. Zdaj, mogoče mi ima nekdo več v nahrbtniku, ki ga prenese, nekdo manj, ne, pa je lažje z nekom kot z drugim. Ampak še vedno tehtam tudi pri soočenjih, da za vseh 8 gostov ali pa 7 ali pa 9, kolikor jih je, za vsakega nekaj takega, bom rekla, ki ga lahko domnevno kompromitira. Da probaš Tako da imam uravnotežiti, ne. uravnoteženo, ne. Tako da se trudim biti objektivna, ni pa absolutne objektivnosti ni. Je pa absolutna lahko profesionalnost. Ne? In če si profesionalen, nimaš kaj zgrešiti. Recimo zdaj, ko vodiš večerca, ko imaš goste, se sama pripravljaš vprašanja ali imaš tukaj pomoč? V dogovoru z novinarji, dogovoru z Janjem tudi in obratno, tako da si veliko si pomagamo, ampak jaz praviloma, ker sem sebi najbolj zaupan, tako da kar praviloma sama pripravljam vprašanja. Je pa res, da vedno prej gosta pokličem, nikoli gostu ne dam vprašanju naprej, se pa z njimi pogovarjam, da točno vem, kaj lahko iz njih dobim, izvlečem, kakorkoli pa že, potem se šele lotim vprašanj. Zdaj pa vprašanje, kakšen gost je, a ne? A je zdaj kaj treba raziskovati, kakšno odgovornost terjati, a je kakšen lep pogovor, tak, kot je bil nazadnje Tim Marovt, recimo, a ne? Tako da, odvisno od tega, predvsem, kdo je gost. No, ampak ti znaš biti tudi zelo ostra. Zahtevaš jasne odgovore od svojih gostov, jih znaš tudi prekiniti. A veš, veliko je teh spinov, sploh pri politikih. Misliš, da mora dober voditelj vse to imeti? Je tukaj karakter, so tukaj izkušnje? Lej, jaz na neko povprečnost ne stavim, jaz mislim, da kakšen karakter si, da to se seveda v pogovori vidi, a ne. Ok, z leti si bolj umirjena, ne, pustiš človeku, povejte stavek 2, ampak že v drugem stavku ali pa v prvem vidiš, da se želi izogniti vprašanju, a ne. In potem ga je treba na nek način ustaviti, a ne. In potem se naučiš, oprostite, malce vas bom prekinila, pa vendarle niste mi odgovorili na vprašanje. Pa še enkrat tista zgodba, ampak še vedno mi niste, odvisno kako to narediš, a ne, s kakšno eleganco, s kakšno ostrino. In seveda, ker sem bila mlajša, sem bila bolj ostra, bolj napadalna, ker sem se še uveljavljala v nastopih, potem pa skozi leta pa vidiš, da tu ne pije vodo in greš malce bolj v eleganco, ampak še vedno more ostrina ostati. Ja. In veš, kaj se včasih razmišljam? Recimo, kako te pa energetsko, torej čustveno, mentalno in fizično
to izčrpa, kdaj kakšen gost? A veš, sploh, ko ni pogovor prijeten, ko veš, da je veliko tenzije. Zelo, ker je priprava dolga, ker ne veš, kam ker bo mi šlo. vidimo in slišimo, čutimo pa Ja. ne vemo, kako se ti počutiš. Ja. Včasih ne smeš pokazati, seveda, ampak včasih si misliš, pa dej bo že povedal, pa dej nekaj okrog ovinkart, pa dejmo tako, ampak seveda ne smeš tega pokazati, ker hitro lahko, če o tem razmišljaš, in hkrati ga moraš pa poslušati, a ne. Tako da poskušam biti nevtralna, poskušam biti profesionalna in poskušam dobiti odgovor na svoje vprašanje. In seveda me to izčrpa, a ne, ker jaz sem si vprašanj pripravila kar precej, več tem imamo za obdelati, jaz pa na prvo vprašanje izgubim 5 minut, imam pa 10 recimo, ne, za kakšen orang pogovor govorim, kompleksen pogovor. In ti veliko minutaže gre in potem moraš hiteti in si malce živčen, ne. Tako da si včasih raj manj vprašanj dam, a ne, predvsem na soočenjih, raj malce manj vprašanj, pa vem, da bom vztrajala pri teh vprašanjih, a ne. Tako da ne, me ne izčrpajo preveč, je pa težje s takimi posebnimi gosti. Kaj pa kdaj recimo, če greš predaleč, pa se mogoče malo tega zavedaš, a pol tudi razmišljaš o tem, pol kaj konec oddaje? Ja, problem je, če gost žrtev izpade. To je velik problem, a ne. Velik problem je, če gost žrtev izpade, ker pa bojo seveda na forumih, pa na vseh portalih bodo mene, a ne, pokritizirali, kaj je to ta skakala vanga, pa to, pa uno, pa tretje. Zato je treba zelo, zelo manevrirati, ne, kdaj je tista točka, da ne bo žrtev izpadel, a ne. Tako da je treba zelo paziti, kar se tega tiče. A dobiš daj kakšen feedback od gostov, oziroma tudi mogoče kakšne grožnje? Prav grožen, ne, da bi se jih spomnila, ne, mislim, prav grožen, ne, mogoče je kdo, če smo snemali kakšen pogovor naprej, želel kaj spremeniti, da bi dal kakšen odgovor ven, ampak smo rekli, ne, to je live to tape, torej, kar smo posneli, a ne, in tako gre v eter, kot smo naredili, a ne, tako da ne, ponavadi ne, ampak se pa vtikajo, želijo kaj drugače, ali pa to se pa nismo zmenili, da se bomo o tem pogovarjali, ne, recimo PR-ovka je rekla nekomu gostu, da bomo govorili o tem, potem pa grem še jaz na kakšno temo, čeprav jih obvestim seveda, po mojem vedenju, ne pride ta informacija do gosta in potem je šokiran v studiu. Takšne manjše stvari se zgodijo, ampak ni neke drame. Kaj pa, ko kamere ugasnejo, si potem z gostom drugačna, kakor si bila pred kamero? Vedno si podamo roke, vedno si podamo spoštljiv konec, kakšni grejo bolj gledajo v tla, kakšni so veseli, še kakšno rečemo, odvisno kdo je, kakšne so vprašanje, kakšna je tema, zakaj smo ga povabili. A kdaj tudi razmišljaš, kako se počutijo tvoji gosti v tvoji družbi? Ja, razmišljam, z leti je vedno bolj, ja. Jih je strah. Ja, jih je, ker so gostje, ki jih meni ne pridejo. Vprašajo, kdo pa danes voditelj, ne, danes pa ne bomo prišli. Aha, prav tako. Ja, tudi to se zgodi. A ti veliko pomenijo te pohvale, pol, ki jih dobiš, recimo, če si kakšnega gosta zelo dober? Ravno toliko kot kritike, ja. Tudi kritike, dobro, pozitivno seveda je lepše je slišati pozitivno kot negativne, ampak tudi negativne vzamem na znanje. Te ne prizadanejo. Mislim, prizadanejo me v določeni fazi, odvisno zdaj, kako se počutim. Pa če sama vem, da sem kaj zafrkala, ne. Če sama vem, da sem speljala tako, kaj treba, potem me ne prizadanejo. Če pa vem, da ni šlo vse, kot sem želela, potem me pa prizadanejo. In skušam to popraviti. Jaz se nenehno učim. Iz vsakega pogovora v pogovor. Skozi se učim. Skozi se nadgrajujem, saj probam se, no, poskušam se, ne. Tako da učim se ves čas. A lahko rečeš, da si zdaj v novinarstvu, v voditeljstvu dosegla svoj non plus ultra, oziroma imaš še kakšen karierni izziv, ki bi si ga želela, ali bi se kar rada upokojila na tem mestu, kjer si? Jo, zdaj si tako rekla, da sem stara, koliko že. Ja, no, ne, sej nisem. Imam še nekaj do upokojitve, sem zadnjič pogledala na plačilno listo. Ampak hočem reči, da bi tako ostala, kakor je, ali razmišljaš še o Za zdaj me zelo izpopolnjuje, pa veš zakaj? Zato, ker ne delam samo tega ob 7, ker delam še druge oddaje, ker delam predvolilna soočanja, ker delam dobrodelne oddaje, kot je bila zadnja v Stožicah, ker delam tudi druge projekte, a ne, in ker delamo to, je ves čas so novi izzivi, a ne, in to me navdihuje. In mi absolutno ni dolgčas, se mi dolgčas ni že ob rednih oddajah, ker je vedno nekaj novega, vse vidiš, poplave, COVID je bil, mislim, mi ves čas se je ogromno dogajalo, tako da ena oddaja ni podobna drugi, a ne. Tako da uživam že ob tem, kar delam in zaenkrat bom rekla, da sem zadovoljna, da sem tam, kjer sem, a ne. Tako da bi rekla, da nimam nekih kariernih izzivov, da bi še nekaj več. Bi pa ostala seveda na televiziji, ne? Ja, televizija je moja ljubezen. Televizija je moja, vse je moja ljubezen in uživam. A veš, uživam, ker sem del nje že od majhnih nog, lahko rečem. No. Že, ker sem gor rasla, je bila televizija pri nas doma vedno prežgana. Ne. Tako da vedno sem si to želela in to sem si izpolnila. A se spomniš tega komada Video Killed the Radio Star? Ja. A misliš, da je kakšna bojazen, da bojo recimo nove tehnologije pa ubile televizijo, kot jo poznamo danes? Ja, bojazen je lahko, ampak je ne bojo.
Saj zaenkrat, če ne, jaz se spomnim. A veš, nove generacije so ustvarile nove mladi, platforme in nove tehnologije. Zato se moramo tudi mi spremeniti. Zato moramo mladim ponuditi vsebine, ki jih tam ne dobijo pri drugih kanalov, platform in tako naprej. Tako da vedno bom rekla, da televizija je in še dolgo bo. Meni je en od odgovornih urednikov pred 10 leti rekel, zdaj pa konc Petra s televizijo, zdaj treba pa iti na internet, zdaj treba iti pa tja, pa podcasti, pa tisto, pa tretje. S televizijo je konc. Še zdaj smo tukaj. Tudi če bi mi danes nekdo rekel, čez 10 let nas ne bo, si upam trditi, da bomo. Ampak drugačni, spremenjeni, bolj poglobljeni, z drugačnim morda tudi sploh informativne vdaje. Sploh informativne vdaje. Televizija bo, seveda. Absolutno. Imamo Netflix. Ja, dobro, pa Vojo, pa še druge, pa Vojo, ne smemo pozabiti. V glavnem, jaz mislim, da televizija, samo da se bo spreminjala, bo še kar nekaj časa obstajala. Za najni življenje, absolutno, da. Sem ti tudi pa rada reality šove gledaš, a je tako? Jaz kar vse gledam. Jaz naše hišne projekte zelo rada gledam, ker jih potem tudi komentiram skozi vdaje. Jih gledam tudi kakšne nadaljevanke, tako da sem kar fan televizije, moram reči, no. Pa film tudi malo, pa tako. Bova še malo o hobijih. Rada bi še tole te vprašala, rada izobražuješ tudi mlade novinarje, učiš. Kakšne generacije prihajajo, kaj opažaš? Povsem drugačne, vsi bi raje hitreje uspeli, na hitrico, povsem hitro bi radi šli stopničke. Pa si bili voditelji? Jaz sem še fakse nosila, ker sem bila na RTV in sem potem res šla postopno, pa kavice voditelje in tako naprej. Sem šla res postopno, zdaj bi pa oni to kar hiter. Že pri 25 bili radi vse, ne. Tako da jih je treba mačka prizemljiti, ampak še vseeno jih navdihujem za to delo, no, in rečem, da je čarobno, da je lepo, da to mora biti tvoje življenje in da boš vedno biti novinar, tudi ko si mogoče zunaj terena in tako naprej, da si v zasebnem življenju, biti vedoželje, da te mora stvari zanimati, da moraš iskati zgodbe, to je ključno. Pa imajo dovolj govornih vaj, drugih vaj, to, kar smo recimo tudi mi imeli? Ja, jaz zdaj na faksu, ko sem na B2, gremo tudi skozi vse te. No, to je pa zdaj nova tvoje poslanstvo, oziroma še neka dodatna stvar, ki jo počneš. Predavanje. Ja, začela si predavati v zasebni šoli, ampak tam ni kamere, ne? Tam je publika. 3 ure smo imeli, en dan smo imeli in so poskusili, kako to izgleda. In so bili vsi odlični. In res, kakorkoli težko, da gledaš v kamero in ne veš sploh, zdaj kdo te tam vzad gleda, kaj početi, so se zelo odrezali. Ker smo na prejšnjih vajah to delali brez kamere in potem so to ponovili na kamerah. Kako je pa tebe brez kamere, ko imaš v bistvu zdaj publiko? A veš, to je drugače, ne? Je drugače. Še posebej, če jih je malce več, potem jih imaš še nadaljavo nekaj in je drugače. Je drugače, ampak sem kar navajena, no. Ni mi težko, lepo mi je, zato je nek nov izziv. Zato mi ni dolžče s obstoječi službi, ker imaš še polno drugih izzivov, a veš. Ja, smo ves čas neki še. In rada predavaš in to ti bo tudi nek tak hobi zraven. Zelo, ja. Tvojega 16-letnega Aljaža pa novinarstvo ni nikoli zanimalo, ne? On je bolj za naravo, za živali. Kakšen odnos imaš z njim? Tak prijateljski, lep, zdaj, ko je že toliko zrasel. Res, tako sem ponosna, da nam je z Urošem uspelo oblikovati tako lepo osebnost, no? Tako čustveno, lepo, sploh ne tak tipični najstnik, ampak tak empatičen najstnik, vse ga zanima, kako se počutim, če se kdaj ne počutim, evo, muhe letijo, kako se počutim in je res, jaz sem tako, prav neizmerno sem ponosna, to ni to tako klišejsko rečeno, res sem, no. In res moram to reči, da je to nam je res uspelo v smislu, da ga zanima ga kmetija, narava, bioprehrana, skratka vse tisto, kar je povezano z naravo, no, tako da sva res srečna, da je šel v te vode. Pa tudi neka tehnologija ga ne zanima. Meni je bilo blazno fascinantno, 12. rojstni dan, on ni želel telefona, tablice, ampak traktor. In je dobil traktor, in še zdaj ga ima. Ja, se zdaj ima tudi telefon, pa vse druge stvari, je dobro, pustimo to. Ampak ja, traktor je dobil, ko nam pozabila, kako je bil vesel. Takrat je še mama manjka prišla za 12. rojstni dan. To je bil tak šok, res tako pozitivno je bil presrečen in tako vesel in ponosen in vse. Samo sedel je na tistem traktorju, res. Še danes ga uporablja, tako da. In veliko mu pomaga. On ga kot delovno sredstvo uporablja in je to traktor. Ima veliko živali. Ja, kaj pa vem. Vsakič ga vprašam, jih je več, ali pa potem z njimi kaj naredi, pa jih je manj. Skratka, ogromno zajcev, kokoši, takšne kokoši, drugačne. Z Urošem večkrat oskrbujeva tudi Pop TV. Z jajčki. Res, domača jajčka. Domača, ja. Tudi če šrabla dobiš. Hvala, z veseljem. Ampak z Urošem se tudi same dva zelo dobro razumeta in tudi kaj skupaj počnete z Aljažem. Kaj najraj?
Ja, velikokrat gremo. Greste Ja, na kakšne izlete, potovanja? Ja, nekdaj smo več hodili kot zdaj, ker zdaj tudi ne hodimo toliko na potovanje, smo kar tukaj. Vse praznike smo skupaj, cela družina, z mojo mami, sestrami, z družinami, Uroš, jaz, Aljaž, tako da smo za vse praznike smo skupaj, no. Tako da smo ogromno skupaj, tudi glede Aljaža, veš, včasih, ne vem, pride Uroš v Ljubljano, pa grem jaz v Dobrnič, pa ga jaz v šolo vozim, tako da se izmenjujemo, kolikor smo časovno omejeni, tako pač ga potem tudi vozimo v šolo, ker on hodi v Novo mesto, se ne vozi iz Trzina, ampak iz Dobrniča, tako da se malce izmenjujemo pri tej vožnji, pri skrbi, pol ima kakšne obveznosti v Ljubljani, ga jaz pridem, skratka, ves čas sem na poti, no, več samo avto, kot doma, no. Ja. Si pa tudi zelo povezana z mlajšima sestrama, Nino in Tatjano, si tudi že tretjič teta. Ja. Najmlajši je koliko, 2 leti, ne? 3 leta bo marca, Liza pa 8. Čist, njega sem pa res največ pazila od vseh. Pač ravno v tem momentu je prišel, ker sem bila jaz veliko doma, pa tako naprej, tako da sva taka prijatelja. Tako, ko pride domov, takoj objem. Peta mi reče, ja. A jaži, Aljaži, tako da je tako srčkan, tako cute, tako, lej, jaz sem ga posvojila, sem ga skoraj, no. Tudi z Lizo se dobro razumeva, z Lizo se malo super, sam je že malo večja, ne. Ja, Liza sestrica, ne. Sestrica od Žaka, ja. Kako se pa, Petra, ti najbolj še sprostiš? V redu, pri Žaku in otrocih, ampak kako se odklopiš? Imaš kakšne jutranje, večerne rituale, kaj počneš? Pred televizijo ležim, dolgo spim. Ja, veš kako, zelo rada imam knjige, rada imam filme, rada imam hoje v naravo, vedno bolj s starostjo, vedno raje, kakšen spa dober, malo gremo fitness pri svako Klemenu, ima fitness doma, ima savno, tako da se tako razvajam, kar doma, ne hodim toliko v javnost. Ja. Družbeno mrežje te pa ne zanimajo, kaj preveč, ne zbolj vojerka? Ja, res je, si opazila? Sem, ja. Ja. Zakaj ne? Pa ne vem, zakaj bi jaz tam objavljala, kaj delam zjutraj ob 8, kaj delam ob 22, kdaj grem spat, good night, good morning, kaj ne to, koga to zanima? Vse, kar vam zapovedati, povem na ekranu, pa tebi takole, veš, ali pa kakšnem intervjuju, čist brez veze. Mislim, jaz tako pravim, vem, kako so pomembna za določene stvari, ampak jaz nekako nisem padla v te vode, no, nisem. Filme pa ful rada gledaš, ne? Zelo rada. Kje? Vse povsod? Vse povsod, izbiram tudi... Kakšne žanre, no? Ja, samo ne ameriške produkcije, take bolj psihološke filme, evropske produkcije, če se le da, tako da rada imam take malo zakomplicirane filme, tako kot sem jaz malo zakomplicirana mogoče. Imaš kakšnega najljubšega, ki si ga zdaj recimo zadnji videla? Ne, jaz zelo hitro pozabim naslove, avtorje, nimam. Gledam vse tisto, kar mi pade pred oči in potem začnem, če mi ni všeč, prekinem, grem naprej, tako da sem kar zahtevna. Vem. Ampak si pa tudi res prava žurerka, rada tudi poješ in tudi DJ-ka, sploh brez problema. Če hoče poslušati mojo muziko, pa sem lahko, ne. Sam ne poslušati tisto, kar meni všeč. Povej mi, a se vedno lahko tako sprostiš, da si ti? A veš, tebe ljudje poznajo, te opazujejo. A zbiraš s kom se družiti, pa kje, ali ti je včasih tudi čisto vseeno? Pa, kaj pa ve, zdaj ne hodim biti več toliko ven, ker mi je vseeno, včasih je bilo tako bolj, zdaj, ko so telefoni na vsakem koraku, skozi gledam čez ramo, kje kdo slika, zdaj smo bili na enem rojstnem dnevu, so neki otroci snemali, smo takoj so padli starši, zdaj pa nehajte snemati, težko je to manevrirati, tako da sem pa rajš doma več, kakor zunaj. Ampak če pa že grem, pa pač pol poskušamo nekompromisno. Moraš gledati čez ramo, no. Moraš gledati, kaj kje, kdo, kaj delaš, glih po mizah plesa težko, pa tako naprej, no. Tako da moraš paziti. Se pa zna sprostiti. Ja, seveda se, seveda se. Ker se moraš, daš vse te ventile ven, a veš, ne moraš, ne. Moraš se mačko odklopiti, da dobiš kakšne... Rada imaš pa tudi morje in greš na vikend. Ja, se modrijo. Greš tudi zdaj po zimi, recimo? Zdaj le nekaj časa nisem bila, ker sem toliko zaposlena polno, ampak bom pa pošla, po januarju v zihar šla, kaj ja. Po poletne zabave so tudi lušne, je malo večji. Ja, tam si malo bolj sproščeš, posebej pri sosedih, vsi se poznate, pa tako naprej je lažje, tako, ko si spet na odprtem, si pod pritiskom, da te kdo ne snema, pa tako naprej. Tako da te zasebne zabave, ja, tako da, ampak dobro, še vedno riskiraš, da kaj vam pride, pa ne. Pa ne, ja. Kmalu boš Abrahamovka, že čez nekaj mesecev, ko mi čakam zabavo. A res? Upam, da že pripravljaš. Ki je ne bo? Ja, upam, da jo. Ne. Razmišljaš? Ne. Ne, kako ne? Ja, ne. Si se razmišljala to zdaj čez noč? Kaj čem praznovati to? Dej, kaj čem? Pa dobro, si samo številka. Pa toliko ljudi je treba povabiti, koliko je to ljudi spet, to je cela ceremonija, to je... Po mojem bi kar kam odpotovala, tisti teden.
Kaj ti pomeni ta Abraham? Je to zate samo številka ali je to prelomnica? Oziroma, kako se sooča s to starostjo? Kaj pa vem, sploh nisem opazila, nisem, da sem že tako stara, sem iskrena. Pa ne, da bi se kaj mlajši počutila, ne, da bi se zdaj zelo mlajši počutila, pa tako naprej, vse starejšo počutim, kot sem bila nekdaj, absolutno, ampak se ne obremenjujem s temi številkami. Pač bom 50, pač bom 55, bila sem tudi 40, kaj pa zdaj 40, kaj pa zdaj, pa sem bila 45. Pa tudi 30 je bilo že wow. Še dobro, da nisem 50. A veš, tako da tudi v redakciji vedno mlajši prihajajo, se počutim že, ne, res, jaz sem tle že od začetka skoraj, da in se pač gremo naprej, leta so številke, gremo naprej, nimaš kaj. Kaj si pa najbolj želiš? Kaj si želiš, da bi te res osrečali? Veš, kaj ti bom rekla, take majhne stvari, a veš, pa nočem spet biti klišejska pa tako, ampak a veš, otrok, da mi bo zdrav, da bo Aljaž srečen, da bo zdrav, da bo imel dobro službo, da bo šlo v šoli dobro, da bo moja mami dobra, da bodo nečaki dobro, vsi trije, sester, svak, da bomo vsi tako, še naprej tako povezani, da bomo srečni drug ob drugim, a veš, in da bomo res, da nas bo razveselile te malenkosti, ki nas bogatijo v vsakdanjem življenju, a veš. In nimam nekih velikih ciljev, nimam nekih velikih daljnih potovanj, kamor bi rada šla, ali pa nekih kariernih izzivov, ker sem zadovoljna sama s sabo že zdaj, kar počnem. Tako da sem kar srečna ta hip, moram priznati. Kaj pa recimo ljubezen? Lej, sama sebi sem v ta hip zelo dovolj. Nisem za neke kompromise, da bom nekoga gledala in sprejemala kompromise, tako da zaenkrat sem kar srečna, da je tako, kot je. A kaj obžaluješ, če se vrneš nazaj? Bi kaj popravila? Ja, obžalujem, ampak hkrati se pa zavedam, da časa ne morem vrniti 10 let, 15 let nazaj. Tako da živim za danes, živim za jutri, živim za tu in zdaj in to je moj moto, tako da se ne obremenjujem toliko, pa vendarle bi kaj spremenila, ampak ne morem časa zavrteti žal nazaj. Ampak lahko pa rečeš, da si rojena pod srečno zvezdo. Absolutno. Si bom še sposodila vprašanje Aleksandra Stankoviča, ravno eno knjigo je napisal. A bi lahko iskreno in do konca napisala knjigo z naslovom Moje življenje? Ne. Iskren odgovor. Ne bi, niti ne bi upala, niti ne bi poskušala, ker potem moraš kaj prikriti, kaj ne prikriti, skratka. Ali si iskren, popolnoma, ali pa nisi, knjiga pa seveda ne so te avtobiografije blazno romantizirane. Ja, saj zato. Ali si popolnoma iskren, ali pa brez veze, da ulepšuješ nekaj, kar se ni zgodilo. Zakaj? Čemu? Bodi iskren ali pa ne piši. In še za konec najnega pogovora. Da boš pa razmišljati. To je pa tako, kot za kakšnega gosta, veš, kaj pa zdaj na koncu, bomo pa zdaj, boste odstopili. Prevzemate odgovornost. Kakšna bi bila zate idealna novica, ki bi jo najraje na svetu sporočila svojim gledalcem, pa se še ni zgodila? Ne vem, da je Slovenija, spoštovani gledalke, gledalci, dobrodošli. Slovenija je vendarle postala druga Švica. Ne, ali se spomniš, ne, kako smo pred 30 leti, so nam vsi govorili, kako bomo druga Švica, čeprav tam so plusi pa minusi, da ne bo pomote, ampak še kar nismo niti šel od Švice, a ne, tako da, če bi se malce približali tudi po standardu, po plačah, potem, da bi res vsi lahko lepo živeli, samo 2 milijona nas je, bi bila zelo vesela, da bi kot voditeljca na Pop TV-ju za veseljem ob 5 do 19 rekla, spoštovani, danes pa vendarle Slovenija je druga Švica, ne. Recimo. Hvala, ker si bila moja gostja. Vem, da bi lahko še klepetali ure in ure. S tabo to sploh ni problem. Želim ti vse dobro in ostani najboljša. Hvala, Urška, še naprej. Hvala lepa za uvodne besede. Jaz moram priznati, da po vseh svojih pogovorih še nisem dobila tako lepega intra, če lahko malce v tujki rečem. Ja, hvala. Hvala lepa, viš, da te cenim, vem, kakšna si, tako da spet bi te rada videla, veš, na televiziji, tako da. Hvala ti, love you. Vse dobro pa tudi vam in hvala za pozornost.